Gospe in gospodje, v dvorano prihajata profesor dr. Ludvik Toplak, predsednik Družbeno-političnega zbora tedanje Skupščine Republike Slovenije in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni v predsedniški palači na posebni slovesnosti ob 30. obletnici razglasitve amandmajev 96, 97 in 98 k Ustavi Republike Slovenije. Slovesnost in obeležitev obletnice sodita v okvir prizadevanj predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja za ohranitev zgodovinskega spomina na prelomne dogodke pred 30 leti, ki so utirali pod prvim demokratičnim volitvam in odločitvi o osamosvojitvi Slovenije. Predsednik Republike je doslej priredil 7 posebnih slovesnosti v počastitev in ohranitev zgodovinskega spomina. Na 30. obletnico ustanovitve Odbora za varstvo človekovih pravic, Majniške deklaracije 1989 za suvereno državo slovenskega naroda, posaditve lipe sprave na Ljubljanskih Žalah, razglasitve amandmajev k Ustavi Socialistične Republike Slovenije, demosa koalicije demokratično izvoljenih strank, odhoda slovenske delegacije 14. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije in izvolitve osamosvojitvene vlade Republike Slovenije. Slovesnosti ob 30. obletnici prvih demokratičnih in večstrankarskih volitev v tedanjih razmerah ni bilo mogoče pripraviti, zato je predsednik Republike v počastitev obletnice državljanke in državljane ter Slovenke in Slovence nagovoril s posebno poslanico. Slavnostna govornika na današnji slovesnosti sta profesor dr. Ludvik Toplak, predsednik Družbeno-političnega zbora tedanje Skupščine Republike Slovenije in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Spoštovani profesor dr. Toplak, vljudno vabljeni k besedi. Spoštovani gospod predsednik Republike, Borut Pahor, spoštovani gospod predsednik Državnega zbora, Igor Zorčič, gospod predsednik Ustavnega sodišča, Rajko Knez, spoštovani gospod predsednik Vlade Republike Slovenije, Janez Janša, gospod minister Tonin, predstavniki, posebej danes pozdravljeni predstavniki vojaško-obrambnega sistema Republike Slovenije. Dame in gospodje, počaščen sem s povabilom, da spregovorim ob tej slovesnosti posvečeni 30. obletnici razglasitve ustavnih amandmajev 96 do 98. Hvala za zaupanje. Z ustavnimi amandmaji 96, 97, 98 k Ustavi Republike Slovenije je takratna skupščina 27. septembra 90 razglasila ustavno-pravno in vojaško-obrambno suverenost Republike Slovenije, kar je skupščina sicer politično že deklarirala z deklaracijo o suverenosti države Slovenije 2. julija istega leta in vojaška oblast pod vodstvom takratnega sekretarja za obrambo Janeza Janše dejansko vzpostavila v pristavi pri Ivančni Gorici 7. septembra 90.
Gre za razglasitev ustavno-pravne in vojaško-obrambne suverenosti slovenskega naroda. Na seji Družbeno-političnega zbora Skupščine Republike Slovenije je v imenu kot predsednik Ustavne komisije dr. France Bučar dejal: "S temi dopolnili že sedaj neposredno vzpostavljamo nekatere od tistih temeljnih stožerjev te državnosti, ki so za vsako državo nujna osnova, namreč pravni sistem in obrambna moč države, na katere se sleherna državnost v vsakem primeru naslanja. Reči pa smemo danes, da akt, ko narod formira svojo suvereno obrambo, je to kronski akt formiranja narodne identitete in konstitutivni element suverene države. Zgodovinsko gledano se posamezni elementi slovenske narodne identitete so se razvijali po fazah in tudi nadgrajevali kot temeljni, bi rekli, stebri polnih 1000 let, da je slovenska država dozorela. Prvi steber je bil kultura in duhovnost v slovenskem jeziku. Začne se s pisano besedo z Brižinskimi spomeniki okoli leta 1000 in se razvije preko Trubarja, Prešerna do Šalamuna in Jančarja, z razvojem oblik tudi neverbalne komunikacije, vključno z opero, baletom in sodobnim baletom, ter z razvojem cerkvenih in posvetnih institucij, kot so univerza, univerzitetna knjižnica, akademija znanosti in druge. Drugi steber je razvoj slovenskega gospodarstva, ki se po ocenah zgodovinarjev razvija od celjskih grofov preko Trubarja, Valvazorja, Zoisa, slovenskega meščanstva z industrijo in trgovino, Krekovega zadružništva z bančništvom in zavarovalništvom do industrije moderne informacijske tehnologije. Tretji steber je politična zavest. Od deklaracije Zedinjene Slovenije 1848, ki od cesarja terja, da se vse slovenske dežele, Štajerske, Krajinske in Tržaške v eno kraljevstvo združijo, imenovano Zedinjena Slovenija, pa do Koroščevega znamenitega reka odgovora cesarju: veličanstvo prepozno, in Pučnikovega vzklika: Jugoslavije ni več, sedaj gre za Slovenijo. Politična zavest se je pri Slovencih razvijala, žal z deljenimi izkušnjami 1868, 1918, 1941, 1971 do dosežene politično enotne volje izražene v Skupščini Republike Slovenije z deklaracijo suverenosti države 2. julija 1990. Četrti steber, za katerega smo se danes zbrali, je razvoj ustavno-pravnega in obrambnega sistema Slovencev. Pri tem odmislimo slovensko pravno tradicijo karantancev, na kar nas je spomnil ameriški predsednik Clinton v Ljubljani leta 1999. Odmislimo tudi Ilirsko kraljevstvo z nerazvitimi dejanskimi in pravnimi in mednarodno-pravnimi elementi države, ki je obstojalo 33 let, med 1816 do 1949, in ko je Slovencem v Ljubljani zmanjkalo volje imeti svoje kraljevstvo, se pravi svojo državo. Ustavno-pravno se je državnost Slovenije razvijala z akti narodnoosvobodilnega boja, ustavo leta 1945 in ustavnim zakonom 1953, preko ustavnih amandmajev 1971 ter leta 1990, ko je Republiška skupščina 27.9. z ustavnim amandmajem 96 razglasila ustavno-pravno suverenost. Z ustavnim amandmajem 97 pa vojaško-obrambno suverenost in določila imenovanje komandanta teritorialne obrambe Slovenije. Izvedba ustavnih amandmajev 96-97 je določal ustavni amandma 98 z ustavnim zakonom, ki je bil sprejet naslednji dan.
Citirani amandmaji so kratki in jasni z vidika pravne kontinuitete in nomotehnike, so mojstrsko oblikovani in tudi izvedeni. Spoštovane dame in gospodje, po 30 letih imamo različne izkušnje in različne spomine. Dovolite mi, da glede na svoje izkušnje in strokovno delo, po spominu tudi ponovim konstitutivne elemente države, o čemer smo razpravljali točno pred 30 leti. Teritorij določeni za državno mejo, ljudstvo določeno za državljanstvo, efektivna oblast, ki brani ljudstvo in teritorij. Če eden od teh objektivnih elementov pade, države objektivno ni več. Četrti element je mednarodno priznanje in peti element je subjektivne narave, to je permanentna volja naroda, da hoče imeti in braniti svojo državo. Nadalje želim spregovoriti danes o nekaj aktualnih vprašanjih, o pomenu volje za obstoj države, politične kulture, gospodarstva in politične enotnosti za stabilnost in suverenost države. Voljo imeti in braniti svojo državo je vprašanje hierarhije človekovih vrednot. Kako je rangirana v naši zavesti vrednota domoljubja, vrednota imeti državo in jo braniti, v odnosu do drugih vrednot, kot so finančni, strankarsko-politični in drugi partikularni interesi ter skupinski ali lokalistični prestiž. Kako je stopnja državotvorne kulture razvita pri posameznih skupinah, zgodovinskih regijah, stanovih, strankah ali mikrokulturah in družbenih podsistemih kot izobraževanje, univerza, vojska, mediji. Ve se, če ljudstvo izgubi voljo imeti in braniti svojo državo, države ni več. In kje smo danes glede politične kulture? Zadnja desetletje je politična zavest narodne identitete ter državotvorne kulture močno nagrizena. Tako imenovani trendovski globalizem in potrošniški totalitarizem v funkciji velikih, predvsem finančnih sistemov, ob sodelovanju lokalnih kompradorov, želi brisati narodne in kulturne identitete, predvsem pa male narode in male države tako, da demagoško zlorablja socialne, migracijske, kulturološke, tehnološke in okoljske izzive in tudi stisko ljudi. To se je v slovenski zgodovini tudi že ponavljalo. Dr. Francej Bučar je opisal Dežmanov sindrom pri Slovencih, sklicujoč se na Slodnjakovo knjigo o franolevstiku. Ko posamezniki izgubijo zavest, samozavest in s tem tudi narodno zavest. Dr. Trstenjak piše, da je kompleks inferiornosti glavni vzrok asimilacije, podrejenosti in potujčevanja ter odtujenosti. Korona kriza pa nas je opozorila, da se danes pri narodih, tudi v Evropi, utrjuje spoznanje in potreba po solidarnosti v družinskem, lokalnem, nacionalnem in tudi mednarodnem okolju in to komplementarno. Kot so inštitucije komplementarne. V nasprotju s temi spoznanji pa strokovnjaki opozarjajo, da je v specifičnih razmerah se lahko potencira izključujoča nestrpnost, vključno z kulturo smrti proti kulturi življenja, s tem, da se tako imenovana nezavedna čustva programirano, kolektivno prebuja z radikalnimi teorijami sovraštva. Po Cankarju bi temu rekli šentflorjanska hvaležnost.
Glede gospodarstva, ki je ustvarilo materialno podlago za nastanek države, se ve, da je stabilno gospodarstvo temelj kulturne, socialne blaginje, zaupanja mladih, da ne bodo odhajali v tujino. In kako pomembna je politična enotnost? Pomembno je, da se skupinske, strankarske, stanovske, lokalistične in druge partikularne interese postavi v drugi red. Kadar braniti je časti in pravde rodu in narodu svojemu, kot pravi Fran Levstik. Po izkušnjah vidimo, kako usodne so bile tuje izključujoče ideologije pri Slovencih. Prav enotnost poslancev pri sprejemanju deklaracije o suverenosti države Republike Slovenije ter sprejemu ustavnih amandmajev o ustavnopravni in obrambni suverenosti države leta 90 pa je zgodovinski primer, da smo Slovenci leta 90 dosegli in presegli vse ideološke delitve, ker smo nacionalni interes države postavili nad partikularne interese strank in tujih ideologij. Prepričan sem, da je prav ta enotnost bila odločujoča, da se je Slovenija tudi izognila pekla balkanske vojne, ki je sledila. Danes se moramo strinjati, da je Slovenija, ko so dozoreli kulturni, gospodarski in politični pogoji leta 90, z enotno politično voljo do lastne države uresničila zgodovinski sen ustanovitev lastne države ter zahvaljujoč politični enotnosti z ustavnim amandmajem 96 in 97 pred 30 leti razglasila ustavno pravno in vojaško obrambno suverenost. Vse ob enotni volji, da ustvari pravno in socialno državo, demokracijo, spoštovanje človekovih pravic in svoboščin, pluralizem v ekonomiji, politiki in kulturi, vse brez politične ali lokalistične diskriminacije. Želim, da ta svetel primer bodočim rodovom bo vzor za spoštovanje do preteklosti, podlaga odgovornosti do sedanjosti in da jih navdaja z upanjem za prihodnost. Spoštovani gospod predsednik Republike, ob 30-letnici sprejema ustavnih amandmajev 96 do 98 o razglasitvi ustavnopravne in vojaške obrambne suverenosti Republike Slovenije bi se rad zahvalil za priložnost vsem cenjenim sodelavcem, da sem lahko sodeloval. Mnogi ste danes tukaj. Želel bi izreči posebne čestitke vsem, ki ste državotvorno gradili in še gradite naš skupen dom, posebej pa borcem in pripadnikom obrambnega sistema in vsem pripadnikom obrambnih sil, da branite našo domovino, suvereno Republiko Slovenijo. Hvala lepa. Hvala, profesor dr. Toplak. Ob današnji priložnosti bodo nastopili nadarjeni dijaki oddelka za džez in zabavno glasbo Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana, kjer ustvarjajo pod mentorstvom profesorja Ivana Špacapana. Pesem Tvoja bo zapela Lara Dovier, na kitari jo bo spremljal Maj Špacapan.
ne sevaš kot zaklad. Dih topline nosiš sebi, tvoja, kot tiste nežne misli, tvoja, kradi poljub zavisti. Moč skelenja vnašaš mi v telo, pod kirišem jo. Je tvoje telo sjajna smeha, solze greha, senca radosti. Poglej, kako se rojeva dan, kradi zvezdo in odprimi dlan. Prstom se dotikaš, poti kirišem jo, je tvoje lepo. Sjajna smeha, solze greha, senca radosti, je tvoje telo. Noč skelenja, verovanja v praznini še živi. Hvala Lari in Maju. K slavnostnemu govoru vljudno vabim predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Spoštovani slavnostni govornik, visoki gostje, gospe in gospodje. Čeprav je bilo danes že rečeno, da se tukaj na podobnih slovesnostih srečujemo že 8. po vrsti, bom še enkrat preletel razloge, zaradi katerih smo se v zadnjih 2 letih sestali v tej veliki oziroma kristalni dvorani predsedniške palače. Najprej smo počastili ustanovitev odbora za varstvo človekovih pravic. Potem smo se spomnili pomena Majniške deklaracije 1989 za suvereno državo slovenskega naroda. Spomnili smo se pomena simbolnega in stvarnega za posaditev lipe, ob posaditvi lipe sprave na Ljubljanskih Žalah. Počastili smo spomin na razglasitev amandmajev k Ustavi Socialistične republike Slovenije. Spomnili smo se prelomnega pomena ustanovitve Demosa, koalicije demokratično izvoljenih strank, ki je odigrala odločilno vlogo v procesu demokratizacije in osamosvojitve Slovenije. Spomnili smo se pomena odhoda slovenske delegacije 14. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije. In spomladi smo bili tukaj zato, da bi se spomnili pomena izvolitve osamosvojitvene vlade Republike Slovenije. Zdi se mi, da tistim, ki niso bili žive priče tem dogodkom, že prelet obeležitev posameznih zgodovinskih dogodkov v tistih pomembnih prelomnih letih, v času politične pomladi, prvih demokratičnih volitev in časa Bučarjeve skupščine ter Demosove vlade, lahko pokaže na nek zgodovinski lok dogodkov, ki so pripeljali iz močno razdeljene, politično močno razdeljene slovenske družbe do enotnosti, ki je omogočila ustanovitev samostojne države, njeno razglasitev, obrambo in končno njeno diplomatsko priznanje in umestitev v mednarodno skupnost. Že ta bežen pregled
teh dogodkov kaže, kako je postopoma, a relativno hitro, v odločilnih trenutkih velikanskih sprememb v evropski politični arhitekturi slovenska družba zrelo, brez zgodovinskih zamud, odgovarjala na izzive časa. In to, kar bi rad povedal, je, da je bilo takrat, tako kot danes, politično, strankarsko že, seveda, ideološko, vrednostno, življenje zelo burno. Danes, ko skušamo mladim ljudem približati ta čas, pogosto naredimo napako, ko jim rečemo, da je bil to čas enotnosti. In menijo, da je pač bil takrat čas enotnosti in danes je čas razlik. Ne, tudi takrat je bil, roko na srce, čas velikih razlik in političnih razhajanj. Tudi ko je bila ustanovljena Demosova vlada, je bilo v Bučarjevi skupščini zelo pestro. Vsi, ki smo takrat bili, predsednik, se spomnimo, da so bile razprave zelo burne in da je se nam momente zdelo, da se nikdar ne bomo dogovorili glede osamosvojitve države, čeprav je bila ta ne samo poglavitni cilj Demosove vlade, ampak je začela prevladovati kot poglavitni cilj vseh nas. In z tega vidika bi želel povedati, je obeležitev sprejema ustavnih amandmajev 28. septembra leta 1920 bila nekaj prelomnega. In je v zgodovinskem spominu Slovencev mogoče podcenjena. Zakaj? Ker je bilo to prvikrat, da se je oblikovala dvotretjinska ustavno potrebna večina za sprejem odločitve, ki je tlakovala pod ustanovitvi slovenske države in to na eni najbolj občutljivih točk na obrambno-varnostnem področju. To je z današnjega vidika zares fascinantno in nam daje misliti, kaj in kako lahko črpamo izkušnje in nauke za današnje potrebe. In glede tega bi želel reči zaključno misel, ker se je deloma tega dotaknil tudi naš današnji slavnostni govornik. Kot sem že dejal, so bile takrat razlike politične, vrednostne, ideološke, med nami morda še večje, kot so danes. Zlasti na vrhuncu politične pomladi in ob ustanovitvi slovenske države, te niso bile skrite očem javnosti. Toda Demosova vlada je naredila nekaj, kar je bilo z vidika takratnega dogajanja prelomno. Za cilj si je postavila osamosvojitev države in je temu cilju podredila vse druge cilje. Z tega vidika je tudi opozicijo postavila v položaj, ko se je morala glede tega izreči. In opozicija se je izrekla. Skozi čas je vendarle mogoče ugotoviti, da smo ne glede na razlike med nami prišli do odločitev, ki so tlakovale pot osamosvojitvi in jo dosegli ter ubranili. Kot sem rekel, tudi diplomatsko priznali. Ker smo imeli torej glavno, poglavitno idejo, vizijo in potrebno voditeljstvo na vseh straneh. To pravim zato, ker so bile takrat politične razlike in so danes. Ampak takrat se je zaradi te velike ideje ohranjala kondicija za enotnost in to je sodelovanje. Ohranjalo se je pomemben prostor, skupen prostor, kjer smo se navkljub številnim razlikam med nami lahko dobili in se zmenili. Če bilo to takrat mogoče, v tistih prelomnih časih, v tistih domačih, jugoslovanskih in mednarodnih okoliščinah, potem ni nobenega razloga, da bi se tudi danes ob razhajanjih političnih duhov, ko se zdi, da so bolj nagrajeni tisti, ki nagovarjajo samo svoje privržence, stigmatizirajo pa političnega nasprotnika in ga celo prikazujejo kot sovražnika. Verjamem, da je danes v veliki večini našega naroda in naše države absolutno dovolj in prostora za sodelovanje in potrebe po tem sodelovanju. Danes so z vidika zgodovinskih preizkušenj časi manj usodni. Čeprav ne samo zaradi covida, ampak zaradi vsega, kar prinaša seboj in zaradi drugih strukturnih
značilnosti sodobne evropske in mednarodne skupnosti, teh stvari ni za podcenjevati. Vendar, če jih primerjamo z letom 1989, 90, 91, vendar lahko ugotovimo, da smo se tudi iz tega vsi skupaj, ne glede na razlike danes med nami, marsikaj naučili. Najbolj pomemben signal, najbolj pomemben nauk, najbolj pomembno sporočilo, ki ga vendarle iz vseh teh dogodkov imamo, je, da smo bili različni tedaj in smo različni danes, kar je prav, ker živimo in želimo živeti v demokratični družbi. Da je nasprotovanje sestavni del političnega dialoga, ampak da je za demokratično družbo konstitutivnega pomena, da je poleg nasprotovanja tudi sodelovanje. Brez tega demokratična družba ovene, zatone. V tem smislu želim, kot vsi vi, da Slovenija, demokratična družba z živahnim dialogom, vendarle, kadarkoli že, zlasti v pomembnejših obdobjih, in to bi lahko šteli za tako, za pomembnejše, ne za odločilno, ampak pomembnejše, zaradi okoliščin, ki sem jih omenjal. Stori vse za to, zlasti najbolj pomembni voditelji, da ohrani kondicijo za enotnost, in to je sodelovanje. Da vedno tudi sodelovanju da priložnost, da pokaže, ali je sposobno preseči razlike. Potem bodo te skrbi, ki so danes med ljudmi, kako bomo prešli to zapleteno obdobje, odveč. Te skrbi so. Vem, da vsi vi veste, da te skrbi med našimi ljudmi so. Ampak jih bomo pregnali, če bomo naše razlike znali ob potrebnih priložnostih in dolžnostih tudi presegati s sodelovanjem. V upanju, da se tudi s takimi sprejemi in sporočili, ki jih dajemo, slavnostni govorniki, vi svojo navzočnostjo, tako zelo različni ljudje, ker smo bili tako zelo različni takrat in smo tako zelo različni danes. Da to sporočilo dajemo tako sebi v teh prelomnih časih, kot mladi generaciji, ki prihaja z upanjem, da se Slovenci učimo na napakah. Jaz mislim, da se, da jih ne ponavljamo, mislim, da se znamo izogniti temu in da je to ene vrste navdih in tudi ene vrste spodbuda za korajžo, ko se soočamo z izzivi današnjega časa. Sprejmite, prosim, vsi, ki ste se danes v teh okoliščinah odzvali vabilu, moje najbolj iskrene besede hvaležnosti. Upajmo, da pripomoremo s tem konstituiranju tiste javnosti, ki omogoča, da ljudje različnih prepričanj in stremljenj pridemo skupaj takrat, ko je potrebno in obranimo to, kar je bilo doseženo pred 30 leti. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsednik. Slovesnost bosta sklenila pevka Eva Kovačič in gitarist Majš Pacapan s pesmijo Tih deževen dan. Izvolite.
je zvon vsapi jutranji. Še en revež za mano hiti, kako dobro se zlivam ta svet, ki me omamlja, kako vase potegne me čas, ki ne ostaja, kaj bi svet presan, ko gre sreča tja v en dan, kaj bi čas presan, saj življenje bilo bi zaman, kaj bi svet presan, ko gre sreča tja v en dan, kaj bi čas presan, čas presan. Hvala Evi in Maju. Uradni del slovesnosti je s tem zaključen.